Začenjamo torej z drugim sklepnim delom našega dogodka. V dopoldanskem delu smo slišali različne poglede na digitalno dediščino, na nove tehnologije in prihodnost založništva. Preden odpremo širšo razpravo na okrogli mizi, se bomo ob 20-letnici zakona o obveznem izvodu publikacij ozrli na enega ključnih mehanizmov za ohranjanje slovenske pisne dediščine. Besedo sedaj predajam Ireni Sešek, vodji oddelka za pridobivanje gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici. Prosim, Irena. Lepo pozdravljeni. Veliko stvari načrtujemo, včasih se pa kaj tudi samo zgodi in je ravno prav. Ker v ponedeljek bo ravno minilo točno 20 let, odkar so poslanci v Državnem zboru potrdili nov, sodobni, prvi slovenski zakon o obveznem izvodu publikacij. Tako da zdaj v naslednji predstavitvi se bomo malo posvetili obveznemu izvodu, pogledali malo nazaj, nekaj pa tudi naprej. Torej najprej en tak kratek uvod o pomenu obveznega izvoda, potem nekaj o začetkih, potem se bomo malo posvetili novostim, ki jih je prinesel zakon o obveznem izvodu publikacij in kaj to pomeni danes za našo slovensko pisno dediščino. Pogledali si bomo samo nekaj številk. V NUK-u zbiramo na podlagi obveznega izvoda statistične podatke o slovenski založniški produkciji, dvakrat na leto jih tudi objavimo na naši spletni strani, tako da kogar zanima, vse je dostopno, lahko dobite vse podatke in ne bi danes več kot toliko. Sem pa zbrala nekaj takih, ki se meni zdijo zanimivi, ki pokažejo mogoče neke trende ali pa nam potrdijo ali pa mogoče ovržejo kakšno tezo, ki jo imamo o slovenskem založništvu. Potem na koncu se bomo pa malo posvetili še predlogu za spremembo zakona o obveznem izvodu publikacij. V sodelovanju Založbe Univerze v Ljubljani in Zveze bibliotekarskih društev Slovenije je letos izšla knjiga Slovenske knjižnice in knjižničarstvo v 20. stoletju. Avtorica dr. Eva Kodič Dačič je v izbranih poglavjih seveda kar nekaj povedala tudi o nacionalni knjižnici in o obveznem izvodu ter o njunem pomenu. In to, kar sem izbrala danes za uvod, se mi zdi zelo pomembno in da se vse tega tudi zavedamo. Se pravi, na eni strani, da je temeljna naloga nacionalnih knjižnic gradnja nacionalne zbirke, na podlagi tega seveda tudi izdelava nacionalne bibliografije. Nacionalne knjižnice so praviloma tiste, ki imajo pravico do obveznega izvoda, in nacionalne knjižnice v primerjavi z ostalimi dediščinskimi organizacijami ali tudi drugimi organizacijami na področju kulture so izjemne tako po svojem fondu kot po svojih nalogah, ker pri obveznem izvodu ne izvajamo nobenega vrednotenja. Na nacionalne knjižnice hranimo obvezni izvod, vse, kar izide, se pravi, ni nobene selekcije. In tako nacionalne knjižnice gradimo izjemno, izčrpno in unikatno zbirko nacionalne kulture. In še en del sem izbrala iz te knjige, da je jedro nacionalne knjižnice obvezni izvod in tudi prvi ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice, dr. Mirko Rupel, je zavračal ideje o selekcioniranju obveznega izvoda in vztrajal na stališču, da mora nacionalna knjižnica zbirati in hraniti celotno tiskano nacionalno produkcijo brez izjeme. Pa če gremo od prvega ravnatelja Narodne univerzitetne knjižnice do naše ravnateljice dr. Jane Kolar, ki je tudi v zadnji kolumni v Delu zapisala, da so naloge nacionalne knjižnice enake. Je pa naša vloga danes postavljena v nov kontekst, v sodobni čas, kjer pa še vedno ostajamo skrbnice podatkov, varuhinje izvirnikov in zagotavljamo, da naš kulturni spomin ostaja verodostojen, preverljiv in dostopen. Naslednje leto bomo praznovali pa že 220 let zbiranja obveznega izvoda na področju današnje Slovenije. Torej prvi odlok je bil sprejet v Avstrijskem cesarstvu. Takrat je ta odlok določal, da javne deželne knjižnice v posameznih deželah začnejo zbirati obvezni izvod.
Kot vidite, za Kranjsko je bila izbrana v Ljubljani licejska knjižnica, ki je predhodnica NUK-a in te obvezne izvode v NUK-u še danes hranimo. Za ostale dežele so bile te knjižnice v krajih, ki danes niso več del naše Republike Slovenije. Naslednje leto pa je bil izdan tudi odlok, da je Dvorna knjižnica na Dunaju, torej današnja Avstrijska nacionalna knjižnica, zbira obvezni izvod iz takratnega celotnega Avstrijskega cesarstva, kar pomeni tudi iz vseh teh dežel, kjer so živeli Slovenci. Potem je seveda sledilo veliko, v tem več kot 200-letnem obdobju je sledilo veliko različnih odlokov, uredb, zakonov, ki so urejali to področje, pa bomo to zdaj preskočili, pa gremo na zakon, ki je veljal pred zakonom o obveznem izvodu publikacij. Ta je bil seveda sprejet še v nekdanji Jugoslaviji. Imenoval se je Zakon o obveznem pošiljanju tiskov. Kljub temu, da ima že v naslovu omenjene tiske, je zelo dobro deloval tudi v praksi, saj smo na podlagi tega zakona lahko zbirali tudi druge medije, ki so se začeli pojavljati. Seveda pa ni več ustrezal pa zajemanju spletnih publikacij, predvsem pa seveda smo si želeli tudi svoj slovenski zakon. Takoj po osamosvojitvi je bilo zmanjšano že število, ker je ta zakon predvideval 22 obveznih izvodov, to je bilo zmanjšano na 16, saj izvodov nismo več pošiljali v nekdanje republike. Potem je pa NUK seveda takoj po osamosvojitvi začel pripravljati tudi pa teze že za nov, prvi slovenski zakon. Trajalo je kar nekaj časa, do leta 2006, ker smo se morali seveda uskladiti vsi deležniki, se pravi na eni strani zakonodajalec, vse depozitarne organizacije, pa seveda tudi založniki in tiskarji. Zakon o obveznem izvodu publikacij, kot sem rekla, bil je sprejet leta 2006, oktobra smo ga začeli potem uporabljati in tekom leta bomo v NUK-u pripravili različne vsebine za praznovanje te obletnice. Prinesel je 3 večje novosti. Največja je sigurno bila začetek zbiranja spletnih publikacij, spremenilo se je število izvodov in pa zavezanci, pa si bomo vsako od teh sedaj malo podrobneje pogledali. Najprej nekaj mejnikov za spletne publikacije. Že sam zakon je določil, da je potrebno sprejeti še pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod. Ta določa splošne in posebne kriterije, po katerih izbiramo vsebine, ki jih zajemamo. Potem je bilo potrebno pripraviti še portal za zajemanje, za hranjenje, torej sistem za varno arhiviranje oddanega gradiva, to je Svarog. Kot smo slišali, letos zaključuje s svojim delom, ker bo to nalogo prevzel portal za založnike. Potem so šle naprej spremembe zakona. Leta 2009 je bilo sprejetih nekaj sprememb. Največja je seveda oddaja večjih plakatov, torej večjih od 1 kvadratnega metra v elektronski obliki. In to je pravzaprav, so bili že prvi digitalni izvirniki. Do sedaj jih nismo tako poimenovali, sploh pa ne takrat, ampak jih pa že po zakonu od takrat tudi zbiramo. Potem so bili naslednji mejniki, da smo razširili izbor arhiviranih spletnih strani, najprej na javno upravo, visokošolske zavode, raziskovalne ustanove. Potem smo pripravili seznam arhiviranih spletnih strani v vmesniku Wayback Machine, to je danes naš spletni arhiv NUK, je tudi dostopen. Potem smo dostop do pridobljenih obveznih izvodov omogočili na portalu Digitalna knjižnica Slovenije. V času predčasnih volitev v Državni zbor leta 2013 in pa v času olimpijskih iger v Sočiju smo naredili tudi zajem profilov na Facebooku in Twitterju. Potem smo se leta 2013 dogovorili o oddaji plakatov z vodilnima distributerjema, tako da zdaj ta postopek poteka tudi že precej avtomatizirano, se pravi, ni potrebno vsakega založnika posebej, zavezanca pozvati in njim tudi tega izvajati. Potem je sledilo redno beleženje zaloge za spletne monografske publikacije s programsko opremo Cobiss. Leta 2015 je bil izveden prvi zajem celotne domene .si. Sledil je potem zajem vseh spletnih mest državne uprave, predno so se ukinile te posamezne platforme in je bila potem vzpostavljena nova platforma gov.si. To smo izvedli v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Arhivom Republike Slovenije. 2021 je bil že postavljen prvi portal za založnike, katerega nadgradnjo
danes obeležujemo. In preko tega portala, kot ste že slišali, zbiramo že obvezni izvod e-knjig, za katere je CIP narejen, kreiran v Narodni univerzitetni knjižnici. Potem smo začeli 3 leta nazaj z zajemanjem pomembnejših slovenskih novičarskih spletnih portalov. V lanskem letu smo pridobili od Internet Archive tudi zajem domene .si od leta 1996 do 2013 in leta 2025 smo začeli zajemati tudi lokalno pomembna spletna mesta, za katere so nam predloge poslale osrednje območne knjižnice. S letošnjim letom pa začenjamo z vsakoletnim zajemom celotne domene .si. Zakon o obveznem izvodu publikacij je spremenil tudi število obveznih izvodov. Osnovno število so sedaj 4 izvodi za vse vrste publikacij, 16 izvodov pa je bilo potem z vsemi deležniki dogovorjeno, da ostane za vse publikacije, ki so javno sofinancirane. Pogledala sem podatke za leto 2007 in 2025, ker se je zakon začel uporabljati šele oktobra 2006, sem potem pri primerjavah večinoma vzela leto 2007 oziroma pri podatkih za spletne publikacije 2008, ker smo jih takrat šele imeli vse podlage, da jih začnemo zajemati. In mi je bilo zelo zanimivo, da pravzaprav to razmerje med sofinanciranimi in nesofinanciranimi monografskimi publikacijami ostaja približno enako. Te podatke imamo zavedene v našem sistemu, ker smo se takrat z osrednjimi območnimi knjižnicami dogovorili, da bi imeli čim prej na voljo podatke, katero gradivo bodo lahko prejeli z obveznim izvodom, zato to sedaj pri vsaki knjigi zabeležimo in lahko tudi spremljamo to izdajanje sofinanciranih publikacij. In tretja večja novost je bila sprememba zavezanca, to je kar precej vplivalo na naše delo. Pred letom 2006 so bili tiskarji zavezanci za obvezni izvod, to je bilo neko končno število, ni se veliko spreminjalo. Tudi njihove pošiljke so bile zelo velike, obsežne, to so ponavadi bile palete gradiva in tudi dostavljali so to gradivo več ali manj osebno, se pravi na lokacijo. Danes so zavezanci za obvezni izvod založniki, izdajatelji, distributerji in jih v bazi danes štejemo že preko 13.300. Vsako leto seveda dobimo od 500 do 600 novih, njihove pošiljke so posledično seveda manjše, in glede na to, da so založniki razpršeni po celi Sloveniji, zelo veliko dobimo sedaj tudi poštnih številk. In spet sem naredila primerjavo, to je za naše spletne strani, kjer so te podatki, statistični podatki o založniški produkciji, te vodimo od leta 2009 po enotni metodologiji. Je spet zanimivo, da so številke lahko kar precej podobne. Za leto 2025 še nimamo končnih podatkov, tako da končni podatki bodo objavljeni šele oktobra. Lahko pa seveda sklepamo oziroma vemo, da v teh številkah niso isti zavezanci, niso isti založniki, ker se spreminjajo. Predvsem pri samozaložnikih seveda nastopajo enkrat v letu, mogoče nekajkrat in potem jih ni več. Zdaj, same podatke o knjigah, ki so izšle, o serijskih publikacijah, tudi o e-knjigah, o e-revijah imamo na tem portalu, kjer so ti statistični podatki. Sem pa zbrala prirast knjižnega in neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih in sicer v številu naslovov. Zdaj, v knjižno gradivo štejemo po naših standardih knjige, brošure, serijske publikacije, disertacije in standarde, med neknjižno gradivo pa audiovizualno gradivo, e-publikacije na fizičnih nosilcih, med drugo neknjižno gradivo pa potem uvrščamo kartografsko gradivo, slikovno gradivo, glasbene tiske, rokopisno gradivo, drobne tiske. No in lahko vidimo seveda, da je to razmerje zelo v korist knjižnega gradiva, da v tem obdobju od 2007 do 2025 nekje skupno število ali pa še posebej pa knjižno gradivo je v nekem enakem trendu, včasih malo naraste, včasih malo pade. Lahko pa opazimo tudi velik upad pa neknjižnega gradiva med letom 2007 in 2025 in to gre predvsem na račun seveda filmov na fizičnih nosilcih, katerih distribucija se je skoraj povsem ustavila. No, pri spletnih publikacijah so pa številke take, da v letu 2008 smo zbrali 71 naslovov e-knjig, danes jih imamo že čez 2200. Pri e-revijah smo imeli 10 naslovov, danes čez 1200. Pri spletnih mestih smo začeli s 519,
danes jih imamo že skoraj 5000 in tudi količina seveda narašča. Naša sodelavka Tereza Poličnik-Čermelj je leta 2024 naredila tudi zelo zanimivo raziskavo o oddaji obveznih izvodov. Zajela je obdobje 2014 do 2023 in je pogledala, kakšno je razmerje med zapisi CIP in obveznimi izvodi. In izsledki so bili kar zanimivi. Najprej je ugotovila, da na leto v NUK-u kreiramo čez 6600 zapisov CIP, da v letu, ko je bil ta CIP izdelan, NUK prejme zgolj slabo polovico obveznih izvodov, da na letni ravni reklamiramo enkrat ali večkrat kar tretjino teh zapisov CIP, se pravi samih publikacij, in da tudi po več letih kar 5% zapisov ostane še brez obveznega izvoda. V NUK-u imamo posebne službe za reklamiranje obveznega izvoda, se pravi imamo sodelavce, ki spremljajo, še posebej, če imamo zapis CIP narejen, je to lahko zelo hitro preverljivo, kdaj dobimo obvezne izvode in kdaj ne. Tako da vse založnike, ki ste tukaj, veste, da vas obveščamo. Zgodi se to tudi pri založnikih, ki zelo dobro poznajo obvezni izvod, ampak je včasih mogoče se zamenja kakšen sodelavec, pa ga je treba potem ponovno obvestiti in poučiti, kako poteka sama oddaja obveznega izvoda. Tako da s tem se veliko ukvarjamo in zaenkrat ugotavljamo, brez tega, da nekdo v NUK-u za to skrbi, kljub temu, da imamo zakon, ne bomo prejeli veliko obveznih izvodov. No in zdaj smo že na koncu, se pravi pri spremembi zakona o obveznem izvodu publikacij. Torej želimo sistemsko zagotoviti zbiranje trajno hranjene tudi digitalnih izvirnikov, to je naš predlog za spremembo zakona. Predlog je pripravljen, tako da samo še čakamo, da gre naprej v obravnavo, ker nam digitalni izvirnik zagotovi ohranjanje tiskanih publikacij, se pravi slovenske pisne dediščine potem tudi v digitalni obliki. Zagotavlja bo varno, zanesljivo trajno arhiviranje. Predvsem, kot je bilo že danes omenjeno, ne bo potrebno še ponovno skenirati teh publikacij. Takšno gradivo seveda, če bomo dobili digitalni izvirnik, bo takoj strojno berljivo. Zagotavljali bomo lahko boljšo dostopnost, to pomeni, da bodo vsebine se lažje prilagajale vsem različnim skupinam uporabnikom, kot so slepi, slabovidni, tisti, ki potrebujejo različne podporne tehnologije ali pa tudi elektronske bralnike, in tudi uporaba za raziskovalne, izobraževalne, razvojne namene bo lahko kakovostnejša, kar smo danes tudi že nekaj slišali o tem. Tukaj je še nekaj podatkov o digitalnih izvirnikih za serijske publikacije. Zbrali smo podatke od leta 2021 do 2025. To je število naslovov serijskih publikacij in sicer jih zbiramo že kar nekaj časa, ker ni še zakonske podlage, jih zbiramo na podlagi pogodbe z Agencijo za raziskovalno in inovacijsko dejavnost in sicer za vse sofinancirane znanstvene strokovne serijske publikacije morajo zavezanci oddati tudi digitalne izvirnike. Tako da na tem področju imamo kar precej dela. Kot sem rekla, zbiramo že plakate v večjih oblikah tudi kot digitalne izvirnike, nekaj tudi seveda knjig, monografskih publikacij, ampak upamo, da bo s sprejemom zakona potem to hitro tudi zakonsko urejeno in bomo lahko začeli res zbirati vse. Ker verjamemo, da bo digitalni izvirnik prihodnje postal eden ključnih elementov razvoja sistema obveznega izvoda in tudi dolgoročnega upravljanja slovenske pisne kulturne dediščine. In na koncu se samo še v imenu NUK najlepše zahvaljujemo vsem partnerjem, ki nami gradite nacionalno zbirko Slovenike. Hvala.